Torej, zbornik Mladi podjetniki, etnografije političnega, ekonomskega in moralnega subjekta predstavlja poskus etnološkega oziroma antropološkega prevpraševanja relativno novega družbenega fenomena podjetništva mladih, ki smo se ga lotevali z etnografsko metodo narativnih intervjujev, torej zlasti s to metodom. S podjetništvom mladim razumemo tako podjetniške podvige mladih ljudi kot sistemske ukrepe za spodbujanje podjetnosti in podjetništva med mladimi. Tako smo se po eni strani ukvarjali s karierami posameznih mladih ljudi, podjetnikov, po drugi strani pa z mednarodnimi in nacionalnimi inštitucijami, ki takšne kariere spodbujajo in omogočajo. Izhajali smo iz opažanja, da je podjetništvo mladih novejši in tudi globalen pojav, ki ga je mogoče povezati z neoliberalnimi politikami in načini vladnosti. Zakaj so v času, ki ga živimo, prav mladi ljudje postali tako zanimivi za kapital, za mednarodne programe opolnomočenja različnih populacij, za vlade in tako naprej, oziroma zakaj smo priča neoliberalnemu objemu mladih, če si izposodim besede dveh tujih avtorjev, ki sta se ukvarjala s tem sodobnim ekonomskim in tudi političnim navdušenjem nad mladimi ljudmi. Razlogov je več in naštejemo lahko nekatere. Mladi domnevno še niso popolnoma socializirani v kulturo svojega okolja, zato lažje prekinjajo družbene spone, zavračajo tradicije in se podajajo v odkrivanje nečesa novega. V skladu z znamenito Schumpeterovo definicijo podjetništva so torej dobro opremljeni za ustvarjalno rekombiniranje kulturnih resursov, s čimer ustvarjajo nove tržne niše. Mladi so tudi precej mobilni, kar je še ena prednost v podjetniškem svetu. Danes pa so zanimivi tudi zato, ker so vešči v novih tehnologijah in novih medijih, torej se dobro znajdejo na zelo pomembnih področjih sodobnega podjetništva. In seveda to še ni vse. Tovrstno pripoznanje mladih smo obravnavali v Sloveniji, čeprav sta v zborniku tudi primere od drugod, to je iz Španije in Brazilije. Predstavimo tudi politično-pravni okvir Evropske unije na področju podjetništva in podjetizacije mladih. Teoretski doprinos zbornika je pregled antropoloških definicij podjetništva, etnografski primeri pa pokažejo, da je promoviranje in sprejemanje podjetništva med mladimi močno odvisno od konkretnega nacionalnega in lokalnega okolja. Poglavja zbornika predstavljajo tako posamezne podjetniške zgodbe z fokusom na etični samorefleksiji mladih ljudi, kot sistemski in sicer predvsem izobraževalni okvir podjetništva mladih v Sloveniji. Menim, da smo pač zbornikom zaorali neko relativno novo poglavje v antropologiji mladosti oziroma mladih. Doslej je bil namreč večji poudarek na potrošnji, na prostočasnih in pa tudi političnih aktivnostih mladih, v tem zborniku pa je poudarek na sodelovanju mladih v produkcijskih procesih. Zbornik je lahko dobra popotnica nadaljnjim kritičnim razpravam in o razumevanju in samorazumevanju mladih v sodobni ekonomiji in sodobni slovenski družbi.